Matej Ravnikar je v molitveniku Sveta Maša in krščansko premišljevanje Svetega pisma za vsak dan meseca, tudi druge lepe molitve, Ljubljana 1813, prevedel 7 spokornih psalmov, kar najdemo v molitveniku na strani 288 pod naslovom 7 psalmov od pokore iz hebrejskega prestavljeni. Za prevod psalmov iz hebrejščine je škof Ravnikar moral imeti pred seboj hebrejsko Biblijo. V njegovem času je obstajala Biblija Rabinika, ki jo je v letih 1524-1525 v Benetkah natisnil Daniel Bomberg. Ta je bila v uporabi vse do leta 1937, ko je šla sodobna Biblija hebrajika. Zato utemeljeno predpostavljamo, da je imel pred očmi to izdajo Svetega pisma. Kar zadeva psalme, sem primerjal, so razlike s sodobno izdajo minimalne in so bolj prisotne pri oznakah za petje, kantilenah, kot pri samih hebrejskih črkah. Biblija Rabinika in sodobna Biblija hebrajika Študgartenzija imata v primeru spokornih psalmov eno samo mater lectionis razlike, se pravi ena sama črka razlike, kar kaže na uporabo podobnih rokopisov iz Benašerjeve družine besedil. Pri naši primerjavi smo zato uporabljali sodobno izdajo, ki temelji na kodeksu iz Leningrada iz leta 1008-1009. Ravnikar pospremi vsak psalm s kratkim opisom, medtem ko izpusti hebrejske naslove psalmov. Vsem spokornim psalmom je skupno obžalovanje grehov, ki jih je naredil posameznik ali ljudstvo. V nekaterih psalmih igra glavno vlogo David, ki obžaluje svoje grehe ali premišljuje srečo tistih, ki jim je greh odpuščen. Za psalm 102 verjame, da ga je napisal prerok ob koncu babilonske sužnosti. Pri psalmu 130 se ne ukvarja s problemom avtorstva. Psalm 143 pa naj bi napisal David na begu pred sinom Absalomom. Ko pregledamo Ravnikarjev prevod, najprej opazimo, da uporablja besedo Bog, kjer imamo v hebrejščini tetragram JHVH, ki je oznaka za Božje ime, kot smo tudi slišali v prejšnjem prispevku. Judje Božjega imena ne izgovarjajo in na njegovem mestu uporabljajo izraz Adonaj, Gospod ali Šem, ime. V sodobnem svetem pismu, kot je na primer slovenski standardni prevod ali jeruzalemska izdaja, se to ime prevaja z Gospod v tiskanih črkah. Nekaj primerov. Psalm 6.2. Ne tepi me v svoji jezi. Jeruzalemska izdaja pravi, ne grajaj me v svoji jezi. Zanimiv je prevod glagola jasar, učiti, kaznovati, ki razume korekcijo kot del vzgojnega procesa, pri katerem se ne uporablja samo besede, se pravi karati, ampak tudi palico. V tem primeru Ravnikarjev prevod ne tepi me ustreza svetopisemskemu razumevanju kazni. 6.3 in 6.4. Po kosteh me dregeta, grozno se trese moja duša. Glagol bahal, biti pretresen, je preveden z 2 sinonimoma, me dregeta in se trese, kar kaže na željo prevajalca, da se ne ponavlja, ampak da vnaša raznolikost v besedilo. V vrstici 6.4 imamo elizijo ali izpad in ti, o Bog, kako dolgo še. Ravnikar doda oklepaj in napiše odlašaš pomoč. In ti, kako dolgo še odlašaš pomoč. Se pravi, v tem primeru najdemo mesto izpada zapolnjeno z oklepajem, ki skuša pomagati bralcu, da lažje razume vrstico. Tukaj vidimo malo njegove svobode pri prevajanju. 6.5. Po svoji veliki milosti me otni. Samostalnik hesed, kot izraz solidarnosti znotraj družine, se lahko prevaja kot milost ali dobrota. Vendar je posebnost Ravnikarjevega prevoda v tem, da doda besedico velika milost, po svoji veliki milosti, kar odstopa od hebrejskega originala.
6.6. V grobu, kdo te bo hvalil? Tukaj imamo prevod po smislu, saj beseda Šeol v originalu pomeni podzemlje ali bivališče umrlih in ne groba. Zato se ta prevod samo približa originalu, čeprav je razumljiv in smiselen. 6.9. Stran od mene vi vsi hudodelci. Hudodelci je posrečen prevod hebrejske sintagme pale aven, se pravi hudodelci, ki označuje tiste, ki delajo krivico. Je najboljši možen prevod. 6.10. Vzel je Bog mojo molitev. Glagol vzel ustreza hebrejskemu šama, ki pomeni slišati ali uslišati. Se pravi, tukaj imamo prevod po smislu, kar lahko razumemo, da si je Bog vzel k srcu prosilčevo molitev, torej, da jo je uslišal. Psalem 32.1. Blagor mu, kogar prestop je odpuščen. Razumevanje greha kot prestopka ustreza zelo natančno pomenu besedice peša, ki pomeni v prvi vrsti upor proti Božjemu zakonu in ima za posledico prestop meje dovoljenega. Odpuščen, glagol nasa, je preveden po smislu, kajti odpuščen dobesedno nasa pomeni odvzeti. Res je tudi, da se odvzem greha razume kot njegovo odpuščanje. V Novi zavezi imamo stavek, glejte jagnje Božje, ki vzema nase dobesedno grehe sveta. 32.2. V čigar srcu ni nobenega hinavstva. Tukaj preseneča prevod samostalnika ruah ali duh z besedico srce. Mogoče se je Ravnikarju zdelo čudno, da bi bil duh hinavski, in je v naši kulturi to bolj običajno za srce, ki je sedež človekovega miselnega sveta. 32.3. Ker sem molčal. Tukaj Ravnikar poda opombo, ki razloži pomen besedice molčal. V sebi tiščal grehe in pokoro odlašal. Namen opombe je pomagati bralcu pri razumevanju psalma, seveda pa odraža mnenje prevajalca, ki se je z besedilom poglobljeno ukvarjal. Pa povedal sem ti svoj greh. V originalu nimamo besedice povedati, ampak jada, ki jasno pomeni razodeti. Izbira drugega glagola zopet nekoliko preseneča, saj se Ravnikar sicer drži hebrejskega besedila. In to imamo takoj v naslednjem primeru, 32.8. Modril te bom. Glagol sakal označuje razumevanje ali uvid in pomeni delati tudi nekoga modrega. Zato je Ravnikarjev prevod v tem primeru zelo natančen. 38.4. Nič ni pred tvojo jezo zdravega v mojem životu. Besedo basar ali meso Ravnikar prevaja kot život, kar je prevod po smislu in nedobesedno. 38.4. Nobenega pokoja pred mojim grehom po mojih kosteh. Na tem mestu je zanimivo, da se odloči za dobesedni prevod besede šalom, mir ali pokoj. 38.5. Moje krivice mi čez glavo kupe. Samostalnika von ne pomeni krivice, ampak krivdo. Zato je zanimivo zopet, da Ravnikar tukaj prevaja kot krivico. Od notranjega razboja rjovem na glas. Jeruzalemska izdaja pa prevaja v nemiru svojega srca, kar upijem. Imamo namreč v originalu besedico lep, ki pomeni srce, kar Ravnikar prevaja kot notranjost. Ampak par vrstic naprej, srce se mi obrača, na tem mestu pa prevaja besedico lep kot srce. V tem vidimo neko nekonsistentnost njegovega prevoda. 38.19.
na glas povem svojo krivico, tukaj Ravnikar doda opombo. Povem ti, da mi je greh to nakopal. Glagol nagat, izraziti, lahko pomeni tudi priznati. Tako jeruzalemska izdaja prevaja, svojo krivdo priznavam. 38:21, ki so mi sovraž zato, ker si dobro storiti prizadevam. Tukaj ima Ravnikar glagol sovražiti, čeprav je pomen besedice Satan obtoževati. Tako ima jeruzalemska izdaja, me obtožujejo, ker si prizadevam za dobro. Vrstica 51:7 je zanimiva, ker utemeljuje nauk o izvirnem grehu in to Ravnikar tudi doda v svojo opombo. Namreč v grehu me je moja mati spočela, psalmist je grešnik že od spočetja zaradi izvirnega greha. Tako Ravnikar. Potem imamo zanimivo kalk v vrstici 51:9. Odgreši me s hizopom in očiščen sim. Kalk odgreši me reproducira hebrejsko osnovo thateni. Gre za piel imperfekt, ki ima pomen očistiti greha. Ravnikar še doda v opombo, da David enači svoj greh gobavosti, saj opisuje očiščenje z obrednim očiščevanjem gobavcev. 51:18 zopet najdemo dva kalka, zakaj klavščine nočeš in niti všeč žgavščina. Klavščina in žgavščina reproducirata hebrejsko osnovo zeba in ola, kjer prvi pomeni obredno klanje, drugi pa žgalno daritev. 51:20 odobroti po svoji milosti Sion. Še enkrat se Ravnikar nasloni na hebrejsko besedo in jo prevede kot kalk, odobroti, kar pomeni naredi dobro Sionu. Pri tem tudi komentira, da naslednje vrstice niso Davidove, ampak da gre za dodatek, ki ga je napisal prerok v babilonski sužnosti, ko je bilo jeruzalemsko mesto razdejano. Tukaj vidimo malcek njegovega kritičnega duha, ki ga Ravnikar zavzema do besedila. Psalm 102:14. Ti boš vstal in se Siona usmilil. Zakaj čas milosti je zanj, prišel je čas odmenen. Tukaj je Ravnikar jasno naveže čas milosti na izpolnitev Jeremijeve prerokbe, namreč o 70 letih babilonske sužnosti. Spoštovali bodo narodi, o Bog, tvoje ime. V originalu nimamo besede spoštovati, ampak jira, bati se, kar je verjetno mišljeno kot strahospoštovanje. V slovenščini nam namreč manjka ena beseda za bati se oziroma za glagol jira. Prevajamo vedno strahom. Psalm 133:3. Če boš grehe držal, o Bog, kdo Gospod bo obstal. Glagol šamar pomeni čuvati, hraniti. Zato je prevod držal v tem smislu dober približek, saj daje občutek, da Bog nekaj drži v spominu in s tem čuva. 134. Pa odpuščanje je pri tebi, da si češčen. Izraz češčen ne ustreza zopet hebrejskemu glagolu jira, ki pomeni bati se. Tam smo imeli spoštovati v 102:16, v 134 pa imamo častiti. Se pravi, isti glagol preveden na dva popolnoma različna načina. K tebi se skrijem. Gre za dobesedni prevod, saj glagol kasah res pomeni pokriti. Vendar je tu mišljeno v smislu poiskati zavetje in je v psalmih tehnični izraz, zato bi lahko prevedli k tebi se zatekam. Tako prevaja jeruzalemska izdaja.
In še 143:12, razdeni jih vse, kateri moji duši nadlego delajo. Tudi tu je prevod po smislu, saj original pravi vse, ki stiskajo mojo dušo. Duša lahko celo tukaj igra vlogo povratnega svojilnega zaimka, zato bi lahko prevedli tudi vse, ki me stiskajo. In še sklep. Pri pregledu prevoda lahko opazimo, da Ravnikar ponekod reproducira hebrejsko osnovo, recimo smo imeli glagol sakal, modriti, in ustvarja celo kalke. Drugod pa se odmakne od hebrejščine in prevaja po smislu. Zato ni preprosto določiti načina njegovega dela. Tudi zato, ker, kot je samo preomenil, nikjer nič ne napiše, kako je potekalo njegovo prevajanje. V teh psalmih se izkaže, da je zelo pozoren na bralca, saj psalme pospremi z opombami, kjer dodatno razjasni pomen določenih izrazov in pomaga pri branju besedila. Ugotovitev, zakaj moji sovražniki so živi, razlaga, da David imenuje sebe hromo ovco, svoje sovražnike pa žive, čvrste, zdrave in trdne. Tako pomaga bralcu, da si ustvari še bolj natančno sliko tega, kar je svetopisemski avtor želel povedati. Podobno kot je v hebrejščini želja po raznolikosti, tudi Ravnikar prevaja enake hebrejske besede s sopomenkami, kjer je to možno. Ponekod pa ima rešitve, ki niso najbolj natančne. V psalmu 51:1 prevaja besedo hesed z milost. Res je, da gre za besedo, ki nima ustreznice v naših jezikih, pomeni pa bolj dobroto, ljubezen kot milost, saj je slednji izraz rezerviran za besedico hanan. Tudi samostalni havon ne pomeni krivice, ampak krivdo. Zanimivo je tudi, da pri prevodu večkrat izpušča hebrejske veznike. Naprimer besedico ki pomeni zato, ker, kar izpusti in začne novo vrstico na novo. Na splošno pa lahko rečemo, da Ravnikarjev prevod sledi hebrejskemu originalu.